Ob 31. prazniku občine Gorišnica na slavnostno prizorišče prihajajo praporščaki s prapori društev občine Gorišnica. Prapori, ki jih nosijo, ponosno plapolajo v čast 31. obletnice naše občine, kajti Gorišnica raste iz povezanosti ljudi. In prav zato dokazuje, da skupaj zmoremo vedno več. Svojo koračnico bo prapore glasbeno pospremil tamburaški orkester Kulturnega društva Gorišnica. Spoštovane občanke, spoštovani občani, cenjeni gostje, dragi obiskovalci. Dobrodošli na slovesnosti ob 31. občinskem prazniku občine Gorišnica. Danes praznujemo našo skupnost. Ljudje, ki s svojim delom, srčnostjo in medsebojno pomočjo soustvarjamo prostor, v katerem radi živimo. To je naša občina in tu smo doma. Ponosni smo nanjo ter ji iskreno čestitamo. Veseli smo, da bomo ta prazničen dan preživeli skupaj, v družbi ljudi, ki našo občino soustvarjajo z delom, znanjem, srčnostjo in medsebojnim spoštovanjem. Z velikim veseljem med nami prav posebej pozdravljam župana naše občine, gospoda Boruta Kolarja. Prijazno pozdravljamo župane in predstavnike povabljenih občin, županove sodelavce v občinski upravi, direktorja občinske uprave gospoda Matevža Cestnika, podžupana gospoda Petra Bezjaka in ostale občinske svetnice in svetnico gospod Anjo Pignar, gospoda Mirana Černezla, gospoda Denisa Kolariča, gospoda Boštjana Kolarja, gospoda Evgena Muhiča, gospoda Daniela Munda, gospoda Mateja Munda, gospoda Milka Štrucla, gospoda Gregorja Visenjaka in gospoda Bojana Vozliča, častna občana naše občine, gospod Slavico Cvitanič in gospoda Iva Holobarja, domačega župnika. Vse tri prejemnike letošnjih priznanj občine Gorišnica in prejemnika grba občine Gorišnica. Ravnatelja gospoda Milana Šilaka, podravnateljico gospod Klementino Lindič, učitelje, vzgojitelje in vse zaposlene na domači osnovni šoli Gorišnica. Poveljnika civilne zaščite gospoda Janka Erhatiča, predsednika Gasilske zveze Gorišnica gospoda predsednika, direktorja in predstavnike gospodarskih družb, domačih podjetij in kmetij, predsednike domačih vaških odborov in predsednike domačih društev, direktorje in predstavnike gospodarskih družb, domačih podjetij in kmetij, zaposlene iz Zobozdravstvenega zavoda SOK,
zaposlene v zasebni ambulanti družinske medicine doktorice Darje Pribožič, predstavnike lekarn Ptuj, predstavnike policije, predstavnike političnih strank in vse ostale cenjene goste. Prisrčna hvala vsem, ker ste danes z nami. Med povabljenimi so tudi gostje, ki se današnje slovesnosti zaradi neodložljivih obveznosti niso mogli udeležiti. Poslali so nam prijazne čestitke in dobre želje ob prazniku naše občine, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Prazniki imajo posebno moč, vsaj za nekaj trenutkov nas odmaknejo od vsakdanjih poti in nas spomnijo, kako dragoceno je, da se znamo srečati, da se znamo pogledati, da se znamo veseliti drug drugega. Občina Gorišnica je kraj, kjer živimo, naš kraj, naš dom, ki ga gradimo ljudje. In vsak dom je bogatejši, kadar v njem živijo ljudje, ki znajo stopiti skupaj in vredno se je zgledovati po ljudeh, zaradi katerih kraj raste. Saj lepoto kraja ne ustvarjajo samo poti, hiše in polja. Največjo lepoto ustvarjamo ljudje, ki tukaj živimo. Sreča je, da smo ljudje različnih talentov, različnih poklicev, različnih let in različnih zgodb, ki vsak po svojih močeh prispevamo, da je življenje v našem kraju lepo. Današnja slovesnost je poklon prav temu. Spoštovane in spoštovani, ob 31. občinskem prazniku občine Gorišnica bomo s spoštovanjem prisluhnili slovenski himni, ki jo bo zapela mlada solistka Kimi Kuhar. Živi naj si narodi, ki hrbni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo mejak. Ko človek razmišlja o domu, se največkrat spomni ljudi, njihovih obrazov, njihovih besed, njihovih pesmi in korakov, ki jih puščajo rodovi drug za drugim. Naša kulturna dediščina ni zapisana samo v knjigah, živi v pesmi, živi v glasbi, živi v plesu, predvsem pa živi v ljudeh, ki jo z veseljem prenašajo na mlajše rodove. Naša občina je prostor, kjer tradicija ne ostaja le spomin, temveč navdih za prihodnost. Skupnimi močmi ohranjamo kulturno dediščino, razvijamo nove ideje in gradimo okolje, v katerem ima vsak možnost prispevati svoj del. Na odru in pred njim bomo zdaj pozdravili prav takšno povezovanje. Otroško in odraslo folklorno skupino Kulturnega društva Gorišnica, ki jih vodita Klavdija Vozlič in Petra Kolednik. Mladi in malo manj mladi bodo skupaj pokazali, da je tradicija preteklost lahko živ del našega današnjega življenja. Prijazno jih pozdravimo z aplavzom.
pa še mi zaplešmo.
je bilo videti, ko so se v istem plesu srečali otroški koraki in koraki odraslih. Takrat se nam zazdi, da čas za hip obstane, da mladi od starejših ne prevzamajo le plesnih korakov, ampak tudi spoštovanje do domačega kraja, njegovih ljudi, tradicije, običajev, dediščine. To je bogastvo, ki se ga ne da izmeriti. Lahko ga le živimo. Naša občina je občina rodovitnih polj, pridnih rok in bogate tradicije. Je kraj, kjer se prepletajo spoštovanje do preteklosti, skrb za sedanjost in pogum za prihodnost. Naša moč ni le v naravnih danostih, temveč v ljudeh, v povezovanju društev, ustanov, podjetnikov, kmetov, mladih in starejših. Prav sodelovanje pa je temelj vsake uspešne skupnosti. Ko stopimo skupaj, ko si pomagamo in se poslušamo, zmoremo več. Skupaj gradimo občino, ki ostaja odprta, ustvarjalna in povezana. Ob tej priložnosti k besedi vabim slavnostnega govornika ob 31. občinskem prazniku občine Gorišnica, župana gospoda Boruta Kolarja. Spoštovane občanke in občani, cenjeni gostje, spoštovani direktor občinske uprave, spoštovani podžupan, spoštovana svetnica in svetniki, dragi sodelavci občinske uprave in komunalnega podjetja Gorišnica, spoštovani predstavniki društev, gospodarstva, gasilstva, šole, vrtca, zdravstva in zobozdravstva, spoštovani predstavniki policije, lekarne ter vsi prijatelji naše občine. Iskreno se zahvaljujem vsem vam, ki vsak na svojem področju prispevate k razvoju naše občine. Zavedam se, da dosežki, na katere smo danes ponosni, niso delo enega človeka, temveč rezultat sodelovanja številnih predanih ljudi. Ustavimo se za trenutek in poglejmo nazaj na opravljeno delo ter hkrati usmerimo pogled naprej. Z tega mesta srčno hvala našim gasilcem, kulturnikom, športnikom, učiteljem, vzgojiteljicam, podjetnikom, kmetom, prostovoljcem in vsem, ki vsak na svoj način prispevate k temu, da je Gorišnica prijeten, varen in povezan dom. Ko sem prvič stopil pred vas kot kandidat za občinskega svetnika, sem verjel v moč novih idej, sodelovanja in poštenega dela. Kasneje ste mi zaupali še večjo odgovornost, vodenja naše občine. To zaupanje sem razumel kot obvezo, da vsak dan naredim vse, kar je v moji moči za napredek Gorišnice. Danes z zadovoljstvom ugotavljam, da smo številne načrte uresničili. Ne zato, ker bi to zmogel posameznik, temveč zato, ker smo delovali povezano. Občinski svet, občinska uprava, društva, gospodarstvo, zdravstvo, šola in občani smo dokazali, da lahko z medsebojnim zaupanjem in sodelovanjem dosežemo velike stvari. Posebej ponosen sem, da se zaključujeta dva največja projekta zadnjih let. Prvi je medgeneracijski center z novim vaško-gasilskim domom v Gorišnici, ki bo prostor srečevanja, sodelovanja in medsebojne pomoči. Prostor, kjer bodo starejši našli podporo in družbo, mlajši pa znanje in izkušnje. Hkrati bo nov gasilski dom našim gasilkam in gasilcem omogočil sodobne pogoje za delo ter še boljše zagotavljanje varnosti vseh občanov. Drugi velik projekt je dozidava vrtca. To je naložba v našo prihodnost. Po zaključku gradnje bomo lahko zagotovili mesto v vrtcu vsakemu otroku v naši občini. To je pomemben pogoj za mlade družine in jasen dokaz, da Gorišnica razume potrebe prihodnjih generacij. Ob tem se zavedam, da v nekaterih razvojnih vprašanjih nimamo vedno enakega pogleda. To razumem kot nekaj dobrega, saj različna mnenja bogatijo razpravo
in nas spodbujajo k iskanju najboljših rešitev. Ne želim, da bi nas delila različna mnenja. Želim si, da nas povezuje skupni cilj, ustvarjanje najboljše pogoje za vse nas, naše otroke in za prihodnji razvoj naše občine. Prepričan sem, da bomo z medsebojnim spoštovanjem in odprtim dialogom znali najti rešitve, na katere bomo lahko ponosni vsi. Toda razvoj se ne meri samo v novih objektih. Razvoj se meri v kakovosti življenja ljudi, predvsem pa v občutku, da je vsak posameznik pomemben, spoštovan in slišan. Prav zato si želim, da bi bila naša občina tudi v prihodnje prostor odprtega dialoga in sodelovanja. Res vas želim vključiti v soustvarjanje naše skupne prihodnosti. Povejte svoje želje, predloge in tudi kritike. Občina ni projekt župana ali občinske uprave, občina pripada vsem nam. Naša naloga je, da vaše pobude poslušamo, jih odgovorno pretehtamo in jih, kadar so dobre za skupnost, tudi uresničimo. Verjamem v občino, kjer so pravila enaka za vse. Občino brez stranskih vrat in brez privilegijev. Občino, kjer šteje delo, znanje, poštenost in pripravljenost prispevati k skupnemu dobru. Spoštovani, ko se ozrem na prehojeno pot svojega javnega delovanja, vidim obdobje, ki je bilo polno izzivov, odločitev in odgovornosti. A vidim tudi nekaj drugega, ogromno priložnosti, ki so še pred nami. Danes čutim enako energijo, kot sem jo imel ob svojih začetkih, hkrati pa sem bogatejši za številne izkušnje in znanje. Verjamem, da človek največ lahko da skupnosti takrat, ko združi zagon, delovno vnemo in izkušnje pridobljene skozi leta. Zato zaključevanje velikih projektov zame ne pomeni zaključka zgodbe, pomeni začetek novega razvojnega poglavja. Kjerkoli mi bodo ljudje zaupali odgovornost, bom vedno ostal zvest vrednotam, ki so me vodile do danes, poštenemu delu, odprtemu dialogu in prizadevanju za skupno dobro. Skupaj z sodelavci, svetniki, številnimi predanimi posamezniki že danes načrtujemo prihodnost, ki nam bo v veselje in ponos. Prihodnost, ki bo temeljila na povezovanju ljudi, novih priložnosti, sodobnem razvoju in samozavestnosti naše skupnosti. Prepričan sem, da lahko Gorišnica v prihodnjih letih doseže še več. Imamo znanje, imamo pogum, imamo ljudi, ki verjamejo v svoj kraj. Imamo jasno vizijo razvoja in predvsem imamo drugega. Drage občanke in občani, hvala za zaupanje, podporo in sodelovanje. Hvala, ker verjamete v našo občino. Hvala, ker jo vsak dan soustvarjate. Vsak dan se znova zavedam, da je največja odgovornost župana prav zaupanje ljudi. Hvala, ker mi ga izkazujete. Danes zato s ponosom praznujmo vse, kar smo skupaj ustvarili in s pogumom stopamo na poti prihodnosti. Naj nas tudi v prihodnje povezuje medsebojno spoštovanje, sodelovanje in iskrena skrb za našo občino ter za ljudi, ki v njej živimo. Vsem vam želim veliko zdravja, sreče, zadovoljstva ter lepih poletnih dni. Naj živi občina Gorišnica. Hvala tudi vam, spoštovani gospod župan. Vsaka občina svojo prihodnost gradi z ljudmi, z delom, sodelovanjem, spoštovanjem drug do drugega. In prav občinski praznik je priložnost, da se tega še posebej zavemo. Ob prazniku naše občine nam svoje dobre želje vsako leto namenijo tudi gostje, ki praznujejo skupaj z nami. Kot smo že omenili, se nekateri povabljeni današnje slovesnosti zaradi neodložljivih obveznosti niso mogli udeležiti, vendar so poslali čestitke in lepe želje ob našem prazniku. Za njihovo pozornost se jim iskreno zahvaljujemo. K besedi pa vabim poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Jožefa Lenarta, ki se je k nagovoru najavil že pred prireditvijo. Izvolite.
Lep dober dan, Gorišničani, spoštovani gospod župan, gospod Kolar, za gospod Kolar, spoštovani župani iz sosednjih občin, iz regije in županja, spoštovani vsi prisotni kulturniki, pa še gospod župnik. Kaj naj rečem? Ponosen sem, da vas imamo in ponosen sem na te mlade, ki so danes tukaj zaplesali, ker veste, ne da je to redkost, ne, ampak ko ima občina takšen podmladek, takšen prirast, kot ga imate vi, ni skrbi za prihodnost. Seveda moram izreči tudi čestitke občinskemu vodstvu, zato tudi lep pozdrav vsem iz občinske uprave. Slišali smo in seveda spremljamo, da občini gre vedno bolje. In verjamem, da pač ste na dobri poti prav zaradi te solidarnosti, zaradi tega sodelovanja, katerega je tukaj čutiti. Ko se takšna dvorana napolni, to ni malenkost, gledajte, počitnice so, ne? Nekateri so tudi na dopustih. Opažam pa tudi, kaj pomeni dobra beseda in nekako tukaj tudi seveda dajem prav prejšnjemu govorniku, ko se je lepo zahvalil in pohvalil. Se pravi, kaj pa imamo drugega, da smo lahko včasih tudi srečni z malenkostmi, da znamo prijazno pozdraviti, se nasmejati, da znamo reči prosim in hvala, pa da znamo reči oprosti, kadar naredimo kako neumnost, pa da potem tudi znamo ljudem odkrito pogledati v oči in jim seveda izreči zahvalo. To pomeni posebej tistim, kateri so najbolj zaslužni, ker vsi vemo, kdo so tisti v naši skupnosti, kateri so najbolj zaslužni za naš uspeh. Ne? In če se tako izrazim, ne, kot je imel en direktor napisano na svoji mizi, da ne bi tega nikoli pozabil, pa gre tudi kakšnemu županu ali pa, če tako rečem, vsakemu v skupnosti, kateri direktor, kateri vodja ne zna na svojem sodelavcu, na svojem sovaščanu, če se tako izrazim, najti nobene pozitivne lastnosti, je le prelen ali pa slep, da bi jo odkril. In če gledamo v tej smeri, da pač iz naših ljudi poznamo potegniti tisto najboljše, njihove dobre lastnosti, potem smo uspešni. In če gledamo iz te smeri, da nikomur ne storimo tistega, kar ne želimo, da bi drugi storili nam, potem smo lahko srečni. Imejte se radi, srečno Gorišnica. Hvala lepa poslancu Državnega zbora Republike Slovenije, gospodu Lenartu. Občinski praznik pa je namreč praznik vseh, ki verjamemo, da prihodnost nastaja skupaj. Prav zato sedaj k besedi vabim tudi naše goste, da počastijo naš jubilej. Izvolite. Spoštovani kolega župan Borut, spoštovana svetnica, svetniki občine Gorišnica, spoštovani ravnatelj, načelnik oziroma ste spet komandirji, ne, policijske postaje, gospod župnik, častna občanka, občan in tako naprej, spoštovani občanke in občani občine Gorišnica. Zdaj pa seveda kolega, ali pa tako bom rekel, naš najvišji gost danes, pa ne po velikosti, ampak po funkciji, gospod Jožef Lenart, poslanec Državnega zbora. Meni je v veliko čast in pa zadovoljstvo, da so me danes izbrali, da v imenu nas županov, županje, direktorjev in pa vseh tistih, ki smo predstavniki drugih občin tukaj, pozdravim ta zbor. Zdaj, Jožef je povedal, da je to lepo videti tako napolnjen šotor v takem času, ko so dopusti, ko ljudje so odsotni ali pa ko je taka vročina in tako naprej, ne radi grejo nikamor, ampak tole, kar jaz danes tukaj vidim, ne, to nekaj pomeni. To pomeni, da živite z občino,
da živite z vsemi tistimi, ki občino ustvarjajo oziroma odločajo o tem, kar se bo v občini zgodilo. In to je pokazatelj, da dihate z občino. In jaz vam čestitam, da to tako počnete in vam želim, da tudi v bodoče podpirate občinsko upravo, da podpirate občinski svet, da podsukate za rokav poslanca, enega poslanca, drugega in tako naprej, kajti le tako skupaj bomo uspešni. Mi smo veseli, vsi župani in pa županja ali županje drugih občin, ko druga občina je uspešna, tako kot verjamem, da so tudi drugi župani srečni in pa zadovoljni, ko smo druge občine uspešne. Jaz vam želim veliko, veliko dobrega in čestitam vam posebej na tem, da je ta šotor danes tako poln in to resnično nekaj pomeni. Pa predno zaključim, jaz sem baje znan po tem, da neko misel povem. Pred kratkim sem tudi na našem občinskem prazniku povedal tole: pomisli na to, kaj lahko ti storiš za občino, ne samo na to, kaj lahko občina stori za tebe. Srečno, Gorišnica. Hvala lepa za iskrene misli, spodbudne besede in dobre želje. Prijateljstvo med ljudmi in med občinami se ne gradi samo ob velikih projektih, gradi se tudi ob takšnih srečanjih, ko si vzamemo čas drug za drugega. Torej, naj bo današnji dan priložnost za klepet, pogovor, sodelovanje in iskreno prijateljstvo. Vsaka generacija pusti svoj pečat. Ko mladi z veseljem posežejo po glasbilu, se zavemo, da bo ljudska glasba tudi v prihodnje našla svojo pot do ljudi. Prav zato na oder vabim mlade harmonikarje, ki nam bodo zaigrali 2 skladbi na diatonične harmonike. Pospremimo jih z močnim aplavzom, saj prihajajo štajerski frajtonarji, učenci Zavoda za glasbeno izobraževanje Akord Art in seveda tudi naši učenci pod vodstvom Primoža Kelenca.
Glasba ima nenavadno moč. Ne potrebuje veliko besed. Poveže ljudi, prikliče spomine in ustvari trenutke, ki ostanejo z nami še dolgo potem, ko zadnji ton že utihne. Tamburaški orkester je svojo glasbo že vrsto let pomemben del kulturnega utripa naše občine. Veseli smo, da so tudi danes z nami. Tamburaški orkester Zagojiči in dirigent Damir Memlek. Izvolite. Preden so ljudske viže našle svoje mesto v pesmaricah, so živele med ljudmi. Prenašale so se iz roda v rod, pele so se doma, na polju, ob praznikih in vsakdanjih opravilih. Z njimi so ljudje delili veselje, skrb in upanje. Pri nas jih ohranjajo tudi godci, ki godejo srcem in spoštovanjem. Na oder vabim ljudske godce kulturnega društva Mala vas.
Pesem je ena najlepših vezi med ljudmi. Ne sprašuje, koliko smo stari, ne sprašuje, odkot prihajamo, samo poveže nas. Prav zato je posebno lepo, kadar se združijo ljudje, ki jih povezuje ista ljubezen do petja. V naslednji točki bomo doživeli prav to. Naša občina je bogata z ljudmi, ki radi ustvarjajo. Včasih vsak po svoji poti, marsikdaj pa se poti prepletajo. In prav takšni trenutki imajo posebno vrednost. Na današnji slovesnosti sta se združila Mešani pevski zbor Kulturnega društva Gorišnica in Cerkveni mešani pevski zbor Svete Marjete Niže Ptuja. Dve pevski zasedbi, en dirigent, ena pesem in skupna želja, da z glasbo počastimo praznik naše občine. Ko se glasovi združijo, nihče ni pomembnejši od drugega. Vsak prispeva svoj ton, šele skupaj nastane pesem. Nekaj podobnega je zagotovo tudi z našo občino. Vsak človek prispeva del sebe. Nekdo z delom, nekdo z znanjem, nekdo s pesmijo, nekdo s prijazno besedo. In šele skupaj nastane kraj, ki mu z veseljem rečemo dom. Združena zbora bo vodil dirigent Anže Čeh, ki svojo predanostjo dokazuje, da kultura tudi v mladih rokah dobiva lepo prihodnost. Prisluhnimo pesmi Nocoj pa, oh nocoj. Hvala lepa, spoštovani sopevci. Pesem vedno znova spomni, da najlepše stvari nastanejo skupaj. Prav zato je občinski praznik tudi čas,
ko se z iskreno hvaležnostjo ozremo k ljudem, ki so del svojega življenja podarili našemu kraju. Pa ne zato, ker bi morali, ampak zato, ker so verjeli, da lahko naredijo nekaj dobrega. Njihovo delo pogosto ni glasno, zato pa pušča globoke sledi. Občinski praznik ni le priložnost za praznovanje dosežkov, temveč trenutek, ko se spomnimo, kako pomembna je povezanost med ljudmi. V Gorišnici dobro vemo, da uspehi ne nastajajo sami od sebe. Nastajajo tam, kjer se združijo znanje, delo, dobra volja in medsebojno zaupanje. Ko sodelujemo, postanejo izzivi lažji, ideje drznejše in cilji dosegljivejši. Danes podeljujemo občinska priznanja in občinski grb. Priznanja, ki jih bomo podelili, niso le zahvale posameznikom. So priznanja vrednotam, ki jih v naši občini posebej cenimo. Predanosti, odgovornosti, prostovoljstvu in pripravljenosti pomagati drugim. Prejemniki s svojim zgledom dokazujejo, da skupnost raste takrat, ko vsak prispeva po svojih najboljših močeh. Zato podeljevalca, gospoda župana in letošnje prejemnike vabim na oder. Priznanja občine Gorišnica prejmejo Judo klub Gorišnica, prostovoljno gasilsko društvo Formin, in prostovoljno gasilsko društvo Gajevci Placarovci. Prosim, da tudi pristopi gospod Franc Nasko, ki bo prejemnik občinskega grba. Obrazložitev za podelitev priznanja občine Gorišnica Judo klubu Gorišnica. Judo klub Gorišnica letos obeležuje dva pomembna jubileja. 50 let organiziranega juda v Gorišnici in 40 let samostojnega delovanja kluba. V vseh teh letih je zrasel v enega pomembnejših športnih kolektivov v občini ter pomembno zaznamoval življenja številnih generacij mladih. S predanim delom trenerjev in članov klub že desetletja vzgaja mlade v duhu discipline, spoštovanja, vztrajnosti in športnega prijateljstva. Ob številnih uspehih na državnih in mednarodnih tekmovanjih je vzgojil tudi vrhunske tekmovalce, ki so ime Judo kluba Gorišnica in občine Gorišnica ponesli daleč preko domačega okolja. Klub je skozi svojo zgodovino ostal zvest svojemu poslanstvu. Razvijal šport, spodbujal zdrav način življenja ter povezoval ljudi in skupnost. Občina Gorišnica Judo klubu Gorišnica podeljuje priznanje občine v zahvalo za 40 letje uspešnega delovanja in jubileju 50 let juda v Gorišnici ter za izjemen prispevek k razvoju športa, vzgoji mladih in promociji občine doma in v tujini. Iskrene čestitke ob jubileju in hvala za vaše predano delo v dobro občine Gorišnica. Obrazložitev za podelitev priznanja občine Gorišnica prostovoljnemu gasilskemu društvu Formin. Prostovoljno gasilsko društvo Formin letos praznuje 90 let neprekinjenega delovanja. V vseh teh letih je postalo eden ključnih stebrov varnosti, solidarnosti in družbenega življenja v občini Gorišnica. S predanim prostovoljnim delom svojih članov že desetletja skrbi za zaščito ljudi in njihovega premoženja, požrtvovalno posreduje v požarih in drugih nesrečah
ter z nenehnim usposabljanjem ohranja visoko raven strokovnosti in pripravljenosti. Društvo posebno skrb namenja vzgoji mladih gasilk in gasilcev, ki z uspehi na tekmovanjih in predanim delom nadaljujejo bogato gasilsko tradicijo. Ob svojem temeljnem poslanstvu pomembno prispeva tudi k družbenemu življenju kraja ter številnimi dejavnostmi krepi povezanost in pripadnost lokalni skupnosti. Občina Gorišnica prostovoljnemu gasilskemu društvu Formin ob 90-letnici delovanja podeljuje priznanje občine v zahvalo za dolgoletno požrtvovalno delo, nesebično pomoč ljudem ter izjemen prispevek k varnosti, razvoju in življenju v lokalni skupnosti. Iskrene čestitke ob jubileju in hvala za vaše predano delo v dobro občine Gorišnica. Obrazložitev za podelitev priznanja občine Gorišnica prostovoljnemu gasilskemu društvu Gajevci Placerovci. Prostovoljno gasilsko društvo Gajevci Placerovci letos praznuje 100 let neprekinjenega delovanja. V stoletju svojega obstoja je iz skromnih začetkov zraslo v sodobno in dobro organizirano gasilsko društvo, ki s predanostjo in prostovoljstvom skrbi za varnost ljudi ter njihovega premoženja. S požrtvovalnim delom svojih članov društvo že desetletje uspešno posreduje v požarih, poplavah in drugih nesrečah, hkrati pa vzgaja mlade gasilce, ohranja bogato gasilsko tradicijo in dosega uspehe na gasilskih tekmovanjih. Prostovoljno gasilsko društvo Gajevci Placerovci je tudi pomemben nosilec družabnega in prostovoljnega življenja v kraju. Svojim delovanjem povezuje krajane, krepi solidarnost ter pomembno prispeva k razvoju lokalne skupnosti. Občina Gorišnica prostovoljnemu gasilskemu društvu Gajevci Placerovci ob 100-letnici delovanja podeljuje priznanje občine v zahvala za 100-letno požrtvovalno delo, nesebično pomoč ljudem ter izjemen prispevek k varnosti, razvoju in življenju v lokalni skupnosti. Iskrene čestitke ob jubileju in hvala za vaše predane delo v dobro občine Gorišnica. To so bili prejemniki priznanj. Prejemnik grba občine Gorišnica je gospod Franc Nasko. Še obrazložitev zanj. Franc Nasko, nosilec mojstrskega pasu 5. dan, je svoje življenjsko poslanstvo našel v judu, s katerim se je začel ukvarjati leta 1971 v judu klubu Ivoreja Celje. Svojo športno pot je nadaljeval v judo klubu Železničar Maribor, nato pa leta 1973 še v judo klubu Drava Ptuj, kjer je dodatno izpopolnjeval svoje znanje in izkušnje. Kljub službenim obveznostim, ki mu niso vedno dopuščale rednega treniranja, je njegova predanost judu nenehno rasla. Vodila ga je močna želja, da bi to borilno veščino približal tudi domačemu okolju. Tako je leta 1976 začel z organiziranim treniranjem juda v Gorišnici. Sprva so gorišniški judoisti delovali kot sekcija judo kluba Drava Ptuj, kar je trajalo 10 let. Z naraščajočim zanimanjem in vse boljšimi rezultati njegovih varovancev je dozorela ideja o samostojnem klubu. Leta 1986 se je Francu Nasku uresničila velika želja. Ustanovljen je bil judo klub Gorišnica, ki je postal pomembno središče razvoja juda v lokalnem okolju. Njegovo trenersko delo neprekinjeno traja že več kot 50 let. V tem času je vzgojil številne generacije judoistov, od najmlajših do članov, ter nanje prenašal ne le športno znanje, temveč tudi vrednote juda, kot so disciplina, spoštovanje in vztrajnost. Pod njegovim vodstvom so gorišniški judoisti dosegli odlične rezultate na tekmovanjih v nekdanji Jugoslaviji, samostojni Sloveniji in tudi na mednarodni ravni. Osvojene medalje v vseh starostnih kategorijah pričajo o kakovostnem in predanem delu.
Svojim dolgoletnim delovanjem je pomembno prispeval tudi k prepoznavnosti občine Gorišnica doma in v tujini. Ob jubileju 50 let juda v Gorišnici in 40 let judokluba Gorišnica ostaja aktiven kot trener in častni predsednik kluba. Judo zanj ni le šport, temveč način življenja in kot sam pravi, bo na tej poti vztrajal, dokler mu bo to dopuščala moč. Iskrene čestitke prejemniku občinskega grba. Iskrene čestitke vsem letošnjim prejemnikom občinskih priznanj in grba. Naj vam bodo v spodbudo in zahvalo za vse, kar ste že storili in kar boste s svojim znanjem, srčnostjo in predanostjo še prispevali našemu kraju. Spoštovani prejemniki, iskrena hvala. Ne samo zato, kar ste naredili, predvsem za vzgled, ki ga dajete mlajšim, kajti vsaka občina raste takrat, ko ima ljudi, po katerih se je vredno zgledovati. Iskrene čestitke. Ni navada in ni vsako leto, da župan pripravi eno presenečenje na občinski proslavi, za katerega ni vedel do danes skoraj nihče. Ampak ne morem iz svoje kože, da ne bi vseeno nagradil ljudi, ki so z predanostjo in z srcem delali za našo občino. In na tem mestu bi vsekakor povabil, zdaj že moram reči, bivšo računovodkinjo na oder, ki nam je s konec junija odšla v penzijo in bi se na tak način zahvalil z enim šopkom. Renata, pridi, prosim. Po slovesnem trenutku podelitve priznanj se bomo ponovno prepustili glasbi. Občina smo ljudje, domovina smo ljudje, njihove zgodbe, njihov jezik, njihove pesmi. Ko jih pojemo skupaj, se zavemo, kako lepo je pripadati kraju in domovini. Ob spremljavi domačega ansambla Upanje bo zapela domačinka Kimi Kuhar. Slišali bomo pesem Slovenija, odkot lepote tvoje. Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, kje najti še lepši je svet, kjer lepše je kot doma, se skriva v daljave zazre.
dežela še kje, kot naša, kjer sem doma, je vetrič veselo zapir, prelepe je bris sveta in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma. Slovenija, odkud lepote tvoje, Pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje. Ne išči sreče drugod, kot le doma. Slovenija, naj tebi pesem poje. Ne išči sreče drugod, kot le doma. Včasih ena sama pesem pove več, kot bi zmogle dolge besede. In prav zato bomo današnjo slovesnost zaključili še z enim pevskim nastopom. Vsaka pesem pripoveduje svojo zgodbo. Nekatere ostanejo z nami zato, ker jih radi prepevamo, druge zato, ker v njih prepoznamo del sebe. Današnjo slovesnost bomo tako sklenili z nastopom mešanega pevskega zbora Kulturnega društva Gorišnica. Posebnost prazničnega srečanja je tudi to, da je dirigent Anže že prej vodil združena zbora. Zdaj bo mešani pevski zbor spremljal na električnem klavirju. Prisluhnimo pesmi V Mozirskem gaju.
Drage občanke in občani, spoštovani gostje, današnja slovesnost nam je še enkrat pokazala, da naša Gorišnica, naša velika družina, ki živimo v njej, ne nastaja in ne nastane sama od sebe. Gradimo jo ljudje, vsak po svojih močeh in lastnim delom. Nekdo z rokami, nekdo z razumom, nekdo s pesmijo, nekdo s plesom, nekdo z glasbo, nekdo s prostovoljnim delom, nekdo s pogumom, nekdo s srčnostjo. In prav zato je občinski praznik, praznik ljudi, praznik vseh nas, praznik medsebojnega spoštovanja, praznik pripadnosti in praznik hvaležnosti. Hvala vsem nastopajočim, ki ste svojim delom ustvarili današnjo slovesnost. Hvala občini Gorišnica, ki podpira kulturno ustvarjanje in omogoča, da lahko ljubiteljska kultura živi in raste. Posebna hvala pa vam, spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci. Že vrsto let prihajate na naše občinske prireditve in proslave. S svojo prisotnostjo potrjujete, da kultura ni nekaj, kar se dogaja na odru, da se vendarle dogaja med nami. Dogaja se tam, kjer znamo prisluhniti, kot je rekel gospod poslanec v Državnem zboru. Tam, kjer znamo zaploskati iskrenemu trudu, tam, kjer se znamo veseliti uspeha drugih. To je največja nagrada vsem, ki z veseljem ustvarjamo ljubiteljsko kulturo. Hvala, ker ste bili danes del naše praznične pesmi. Ob 31. občinskem prazniku iskreno čestitamo vsem občankam in občanom občine Gorišnica. Naj nas tudi v prihodnje povezuje spoštovanje, sodelovanje in skrb za skupno dobro. Naj današnji praznik ostane v naših mislih kot prijetno srečanje. Naj nas spremlja zavedanje, da so najlepše stvari tiste, ki jih ustvarimo skupaj. Hvala, ker ste praznovali z nami. Želimo vam prijetno nadaljevanje prazničnega večera. Slovesnost bomo sklenili z izhodom praporščakov, ki jih bo s koračnico pospremil tamburaški orkester.
Spoštovane in spoštovani, ob zaključku današnje slovesnosti naj ostane z nami misel, da je Gorišnica močna takrat, ko diha kot ena skupnost. Naj nas še naprej povezujejo spoštovanje, sodelovanje in pripravljenost stopiti skupaj, kadar je to potrebno. Hvala vsem, ki svojim delom, prostovoljstvom, ustvarjalnostjo in srčnostjo prispevate k razvoju naše občine. Naj bo 31. občinski praznik občine Gorišnica praznik ponosa, povezanosti in skupne prihodnosti. Še enkrat iskrene čestitke o prazniku, uradni del današnjega praznovanja pa se tukajle zaključuje. Praznik se seveda nadaljuje. Vabimo vas, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju večera, ko bo ob glasbi, pogovoru in druženju praznovanje dobile še eno skupno noto, skupno praznovanje. Z nami ostaja domači ansambel Upanje, ki svojo glasbo že več kot 10 let razveseljuje ljudi in svojim delom bogati življenje v naši občini. Hvala vam in srečno!